Kaj pravite, da so besede gospoda Žavbija netenje sovraštva? Jaz tukaj ne vidim prav nobenega netenja sovraštva. Ne, seveda ni to nobena zavržna izjava, no kot prvo moramo vedeti, da partizani so bili mednarodno priznana vojska zavezništva Združenih narodov, skupaj z Sovjetsko zvezo, skupaj z Veliko Britanijo, skupaj z Združenimi državami Amerike. In če nekdo v njih vidi svetnike, tudi jaz vidim v njih vidim svetnike, oni so nam priborili to, kar imamo danes. Oni so postavili temelje Slovenije kot demokratični državi in mnogi od njih so kot svetniki tudi umrli mučeniške smrti. Mislim, res ne vem, kere besede gospoda Žavbija tukaj netijo sovraštvo. Zdaj pa on, ko govori o neonacistih, ki sedijo v parlamentu, zdaj, če je nekdo, ki sedi v parlamentu, njegova intimna opcija, nacizem, mi tega ne moramo dokazati. Dokazane pa so bile povezave določene stranke z skrajnimi desnimi neonacističnimi skupinami. Ne? Katere stranke? Mislite SDS? In katera vlada je nenazadnje dala rumenim jopičem, ki so bili odkrito neonacistični, status nevladne organizacije. Se pravi, da neko simpatiziranje za skrajno desnico, z neonacizmom, torej obstaja. Gospod Premk? Tisti niso pokopani samo zaradi tega, ker se komisija o prikritih in grobiščih ne drži zakona. Zakon piše, da se morajo žrtve druge svetovne vojne pokopati v Teharjih. Oni pa na vsak način hočejo, da se to pokoplje v Ljubljani ali kaj jaz vem kje druge. Skratka, tukaj imamo eden konkreten primer zlorabe tragičnih usod ljudi ob koncu druge svetovne vojne za politične namene. Seveda je treba doseči spravo, ampak med ljudmi, ne pa med strani med drugo svetovno vojno. Ker kot rečeno, ena stran med drugo svetovno vojno je delovala pod okvirom SS-a, nacizma, druga stran je pa delovala v okviru zavezniških sil Združenih narodov. In sprave med strani med drugo svetovno vojno pač ne bo. Seveda sej problem neonacizma, problem skrajne desnice, ni samo v Sloveniji. Sej to je problem tudi Evrope, Avstrije, Nemčije, Francije. Kako se je to začelo pred drugo svetovno vojno? Z nekim dretjem v nekim pivnici, nekih pajacev, ki jih mogoče nihče ni jemal resno, ampak so pozivali k nasilju proti migrantom, proti vsem, ki niso mislili enako kot oni. In zato je take zadeve treba... Ampak, a vi potem v stranki, med poslanci SDS-a, kaj vidite neonaciste, ljudi, ki imajo neonacistična stališča, skrajne desnice? Ali uporabljajo prijeme, kakršno so jih uporabljali nacisti pred drugo svetovno vojno, propagandne? Mislim, to zdaj, kaj se pogovarjamo, je že definitivno zašlo bistvo, ne? Je pa res, da vsaka stranka gre na volitve, vsaka stranka z neko svojo vsebino in propagando nagovarja volivce po vsej Evropi, tudi pri nas je tako. Ne? In to, da danes govorimo o propagandi, ki jo izvaja SDS, jaz tega točno ne razumem, kaj mi hočete s tem povedati. Tudi Svoboda je zganjala propagando, ko je šla na volitve. Ja, sam nekdo se gre propagando po tistem Goebbelsovskem načinu, ne, da ponavlja laži, ponavlja laži, ponavlja laži, ponavlja laži, ponavlja laži, da obtožuje druge tistega, česar je sam kriv. Ne. Nekdo je pa to propagando, svojo propagando res vzel nekje iz preteklosti. Jaz mislim, da so nas ljudje volili za to, da ne bomo šli v neko veliko koalicijo. Popolnoma napačno razmišljanje in jaz mislim, da smo predvsem mladi tu, da ta mit o neki nestrankarskem sodelovanju iz leve in z desne razbijemo. Slovenska demokratska stranka je vedno vključevala stranke tudi iz leve sredine. Svoboda? Ostajamo pri svojem programu. Eden konkreten primer zlorabe tragičnih